Včeraj je v Beltincih potekal pogovorni večer na temo Nezavidljiv položaj slovenskega kmetijstva, ki ga je organiziral Forum za kmetijstvo in podeželje pri Slovenski demokratski stranki, Pomurska regijska koordinacija in občinski odbor SDS Beltinci ter Pomurska regijska koordinacija SDS. Situacija v Prekmurju ni rožnata, prej zaskrbljujoča. Prihaja do opuščanja malih kmetij, mladi ljudje se selijo v mesta. Obenem se beleži velik upad živinoreje. Zato je potrebno tej tematiki in dvigu statusa kmetijstva posvetiti več pozornosti. Takšnega mnenja je tudi Tomaž Lisec, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru Republike Slovenije, ki meni, da se lahko le vprašamo, kako bo v prihodnosti. Seveda je stanje v kmetijstvu, tako kot je že Iris povedala, ne samo zaskrbljujoče, ampak marsikje tudi meji na tistemu, ko se lahko vprašamo, kakšno bo slovensko kmetijstvo v prihodnosti. Sam osebno, čeprav prihajam iz opozicije, pa bi moral biti še bolj črnogled, ampak dejstva so takšna, kot so. Jaz moram reči, da pri svojem delu največkrat izhajamo iz tega dokumenta, ki se mu reče ocena stanja v kmetijstvu za preteklo leto, kjer se pokažejo glavni indikatorji, kje smo, seveda pa tudi na podlagi zadnjih 3, 4, 5 let se lahko verjetno tudi pokaže, kaj moramo narediti, da te različne indekse, ki so negativni, naredimo pozitivne. Seveda, minister Židan bo vedno pogledal tiste pozitivne kazalnike, če bo kakšen negativen kazalnik, pa se največkrat izgovori ali na kakšno pozebo, sušo, poplava ali pa na druge naravne okoliščine, na katere, to moramo priznati, sam nima vpliva. Zdaj morda malo o delovanju odbora za kmetijstvo. Kot veste, v odboru, tako kot v vsakem drugem odboru, tudi za kmetijstvo, ima večino koalicija, ampak imamo poslanci opozicije možnost, da za svojim aktivnim delom ali kot člani, še lažje pa kot predsedniki, nekako skušamo malo usmerjati delo odbora. In da smo ne samo mi v poslanski skupini SDS, tudi s pomočjo poslancev Nove Slovenije in tudi Združene levice, za katero moram reči, da saj na področju kmetijstva dokaj solidno sodelujemo, da opozarjajo na podobne teme kot mi, sicer morda imajo na koncu popolnoma različne predloge, ampak odpirajo teme. Dovolj pove že dejstvo, da recimo v letu 2016 smo imeli na odboru 4 redne seje. To so tiste seje, ki jih predlaga sama vlada, ali to pomeni predvsem kakšne evropske direktive ali pa zakone, in 23 nujnih sej odbora. Od tega sicer so bile 2 seje odbora sklicane na zahtevo poslanske skupine Združena levica, 4 na predlog poslanske skupine Nova Slovenija, vse ostalo pa smo sklicali v poslanski skupini SDS ali preko zahteve s podpisi poslancev, ali pa sem se sam kot predsednik odbora odločil za sklic kakšne seje. Zdaj morda za začetek, kaj smo predvsem dali tehtnejše argumente oziroma soočili naša mnenja ne samo z ministrom, ampak tudi z zainteresirano strokovno javnostjo. Seveda z sami sejami odbori ne moramo reševati individualnih primerov, ampak nekako skušamo na neki sistemski ali pa na vseslovenski ravni reševati zadeve, kajti za reševanje posameznih primerov imamo vzvode, ki se jim rečejo poslanska vprašanja. O tem bom morda malo več ob koncu, da vas bom tudi pozval, da pri tem aktivno sodelujete. Ampak naprimer, v letu 2016 je bila strani ministrstva ena ključnih tem, po našem mnenju sicer zelo slaba, Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, kjer je minister Židan na koncu uspel, da je ustanovil, pa jaz upam predvsem povedati, pa ne glede na to, iz katere stranke prihajajo, strankarsko podjetje Slovenski državni gozdovi. Tam je zaposlil svoje somišljenike, poimensko obstajajo dokazi, da skoraj nihče drug ne pride zraven, razen potem smo na naš predlog izpogledovali, da ima v nadzornem svetu enega člana tudi opozicija. Ravno jutri imamo ob 14. uri v Kočevju nujno sejo odbora za kmetijstvo, ki sem jo sklical, to pa je pregled delovanja podjetja Slovenski državni gozdovi.
in moram reči, da pričakujem zelo razborljivo debato, ker razen tistih 2 PR člankov, ki jih je minister Židan dal, kako podjetje super deluje in kar naenkrat se kažejo neki jasni obrisi, kako bo slovenska gozdna, lesna predelovalna industrija izšla iz tega slabega stanja, v katerega je zašla pred leti, ampak vsaj številke, katere smo mi videli, in pa osnutek strateškega dokumenta, ki bi sicer moral biti sprejet že do konca leta 2016, kažejo, da v bistvu gre še bolj v načrtno s tem, da bojo pravi zaslužili, vsi, ki pa niso po volji ministra in njegovi ekipi, pa od tega državnega podjetja ne bojo imeli nič. Potem, na primer, smo se ukvarjali z uvedbo davčnih blagajn v kmetijstvu in nareditev dopolnilnih dejavnosti. Verjetno marsikoga izmed vas je ta ukrep verjetno prizadel. Številke iz januarja 2017 kažejo, da uvedba davčnih blagajn na področju večjega pripada davkov v državno blagajno ni prinesla nič. Komentiral je tudi problematiko namakalnega sistema ter izpostavil ostale probleme, na katere se v državnem zboru opozarja, da pa bomo morali še počakati na vidnejše rezultate. Da moramo posvetiti več pozornosti kmetijstvu, predvsem v Pomurju, je mnenje tudi Matjaž Kočar, predsednik odbora za kmetijstvo in okolje pri strokovnem svetu SDS, ki je predstavil 5 točk, ki so jih sestavili, ko so slovensko kmetijstvo primerjali tudi s tujim kmetijstvom. Ko smo analizirali stanje v slovenskem kmetijstvu, tudi ko smo ga primerjali z stanjem v drugih državah, s katerimi se na nek način tako radi primerjamo, smo prišli do določenih ugotovitev, ki smo jih strnili v 5 ključnih točk, zelo na kratko vam jih bom predstavil. Javno smo jih predstavili v septembru lanskega leta in za katere ocenjujemo, da v grobem zajemajo glavno problematiko, ki izhaja v tem podeželskem prostoru. Prekmurje, Pomurje je tukaj še najbolj izpostavljeno, saj nekako velja še vedno tisto reklo žitnica Slovenije. Kaj se pa pravzaprav tukaj dogaja, pa bomo pač poskušali tudi v nadaljevanju doreči. Našo prvo točko smo oblikovali in jo poimenovali večji pomen in vloga družinskih kmetij. Kaj je bilo s tem mišljeno? Glejte, žal tudi v zakonu o kmetijstvu slovenska kmetija sploh ni definirana. Govori se o pač nekih gospodarskih panogah, gospodarske dejavnosti, vsi ukrepi so usmerjeni v gospodarstvo, v konkurenčnost, sami pa veste, kje smo in kje se da pravzaprav dosegati neko konkurenčnost, kdaj se lahko slovenski kmet primerja z nemškim, nizozemskim, francoskim kmetom, zelo težko. Našo filozofijo smo obrnili v drugo smer, tako kot je Tomaž že izpostavil, slovenska kmetija, slovenski človek, slovenska kmetija, kjer ponavadi živijo 3 generacije, kajti edino te 3 generacije zagotavljajo prehod in ohranjanje te kmetije, so tisti pogoj, da ta slovenski prostor, slovensko podeželje ostaja in da je poseljeno. Saj je prav, da veliki obrati, tudi velike kmetije, lepo je pogledati kmetijo, kjer je 250-300 mavznic, kjer je zadeva že industrializirana, ampak bistvo je kljub vsemu na tisti kmetiji, ki zna ohraniti to svoje poslanstvo tudi v tem nacionalnem pogledu skozi sam jezik in ki zna pridelati za sebe, ki zna svoje tržne viške plasirati na lokalno tržišče. Ljubljana ni več tako daleč, kot je bila, ko se še spomnim iz mojega otroštva, ko smo rabili nekako 4 ure in pol, da smo se prebili do Ljubljane. Danes je Prekmurje relativno blizu ali pa Ljubljana blizu Prekmurje, kakorkoli hočete to videti. Sedaj, kaj to v praksi pomeni? Kaj si predstavljamo kot družinsko kmetijo, kaj si predstavljamo kot družino? Danes so sicer moderne razne vezi in relacije, ampak brez moškega, ženske, otrok enostavno tukaj naprej ne gre. Ne vem, če veste podatek, da je povprečna starost Slovencev 44,1 leta. Smo 9. najstarejša populacija na svetu in trendi prav v Pomurju so še posebej slabi. Mogoče sploh ne bo treba več govoriti o neki skupni evropski politiki, kajti vakuum, ki nastaja, se bo zapolnil relativno hitro.
Tomaž je prej omenil, ali rabimo res samo 200 kmetij v Sloveniji. V Pomurju je danes približno okrog 8000 kmetij. Ali je cilj kmetijske politike ali pa slovenske države imeti v Pomurju zgolj 800 kmetij? Skozi zorni kot delitve denarja, dogovorov, po vsej verjetnosti je. Ampak s tem izgubljamo bistvo slovenskega podeželja in to, da je naša poprečna starost takšna, kot sem jo omenil, je eden izmed indicev, da ne bo potrebno subvencionirati samo, ne vem, traktorjev, neposrednih plačil, investicij, ampak da bo treba investirati, ne socialno podpirati, ampak investirati v slovensko družino, v slovenskega otroka, v slovenske otroke, ki bodo na slovenskem podeželju. To je eden izmed ukrepov ohranjanja podeželja, povsem legalno in legitimno se ga da izpeljati v slovenskem prostoru, danes pa seveda posamezne družine dobivajo takšne ali drugačne socialne podpore in nekoga je celo sram iti po neko podporo, zato se ta politika skozi naš zorni kot postavlja na glavo. To se pravi, ne samo proizvodnja, ne samo gospodarstvo, slovenska družina ima tudi svoj socialni, nacionalni pomen, ki ga pa je potrebno skozi program, seveda proračuna, ne nazadnje tudi subvencij, temu primerno nagraditi oziroma spodbuditi. Pred 15 leti je zelo težko nekdo razmišljal, da bo slovensko kmetijstvo deležno nekih okoljskih ukrepov. Danes pa ugotavljamo, da je to mogoče celo bil nek šlager slovenske politike, ki jo je bilo pa zelo težko udejanjiti. Marsikatera skupina, regija se je obračala na naše poslance oziroma na stranko in ugotavljala, da sicer formalni razpisi so, neka sredstva so, ampak v kontekstu neke kmetijske proizvodnje, nekega delovanja je to enostavno nemogoče zrealizirati. Kljub temu, da statistika seveda kaže relativno lepe slike. Tomaž in moja kolegica, moderatorka, je načela že temo, oziroma smo načeli temo kmetijskih zemljišč, cene kmetijskih zemljišč. Naše stališče je, in to je naša druga točka, da je treba slovensko kmetijsko zemljo in slovenske gozdove dati tistemu, ki jih obdeluje. Omeni še ostale točke, ki se dotikajo vprašanja zadostne samooskrbe, krepitev vloge kooperativ in drugih oblik sodelovanja v celotni verigi, vključno z gozdarstvom. Ob tem opozarja na vse večji in prepogost razkol med politiki in državljani, željami in realnostjo. Na pogovoru je tudi nekaj kmetov izrazilo svoje stališče, so pa vsi mnenja, da se mora ustaviti trend propadanja malih kmetij, ter da so potrebne spremembe, ne le na kmetijah, temveč, da si zaslužijo več posluha tudi v državnem zboru.